Zdravo, nova zgodbica z naslovom Noč, ko so izginile žabe. Žaba Žuža je živela v Žabenbergu in je bila lastnica najlepše mlake daleč naokoli. V dar jo je dobila od svojega očeta, nanjo je bila sila ponosna. V njeni mlaki so dopustovale žabe iz vseh koncev sveta. Zanimivo pa je bilo tudi to, da so se k njej vračale vedno iste žabe in žaboni. Med seboj so se dobro poznale in postali so pravi prijatelji. Žuža je vsako pomlad skrbno očistila mlako, pripravila najlepše lokvanjove liste za ležalnike in senčnike iz praproti in trav. Zadovoljna je bila s svojo mlako. Odločila se je, da svojim gostom pripravi še žabonado. To je pijača iz listov žabovca in sokom sočnih limon. Med pripravo žabonade pa si je mrmrala žabjo pesmico. Žabja mlaka žabe čaka, da zaplavajo. Lepi mlaki polni blata se okopajo. Kvak, 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 kvak. Žabe bomo tu plesale svoj poletni ples. Soncu bomo se smejale, mlaki srečne čofotale. Kvak, 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 kvak. Po opravljenem delu se je ulegla na ležalnik in zadremala. Iz spanja jo je prebudila žaba Sonja z ogromnimi sončnimi očali na nosu, ki jo je vesela pozdravila. Oj, kvak, kvak, pozdravljena Žuža. Kaj sem prva? Seveda si prva, kot vsako leto. Najbližje Žabenbergu živiš in tvoje potovanje je res kratko, rega Kvak. Da ti ne govorim o potovanju, je rekla Sonja, kvak, kvak. Avtobus ni imel klime in vsa sem preznojena in strašno žejna. Zato pa sem pripravila hladno žabonado, mlaka pa te tudi že čaka, kar izvoli, jo je povabila Žuža. Takrat pa se prikaže žabon Žak. Bonjour, bonjour, rega kvak, kvak. Žak je prišel iz Francije in je bil odličen slikar, ki je na glavi nosil baretko, okoli vratu pa metuljčka. Tudi na dopust je nosil platno barve in čopiče. Pozdravili so se in bili strašno navdušeni, da se vidijo. Niso se še dobro nagledali drug drugega, ko je prisopihala Trudi iz Nemčije. V pisani obleki in sončnikom na glavi je vesela pozdravila prijatelje. Rega, 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 kvak, 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 dober dan in guten tag, meine prijatelji und kameradi. Kako šen, kako lepo vas je videti. Tu je vse tako, kot mora biti. Rega, 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 kvak, kvak, kvak. Ko so se pozdravili, so si oblekli kopalke in zaplavali v mlaki. Žuža pa jim je prinesla žabonado. Žabe so veselo regljale druga čez drugo, ko sta prispela še Joe iz Amerike in Filipe iz Španije. Joe je bil znan fotograf, zato je najprej napravil nekaj posnetkov, nato pa skočil v mlako, da je voda pljusnila daleč naokoli in rekel: Well, takole, vrega, vrega, kvek, kvek, kvek. Pa skačemo mi v vodo, mi v Amerika, yes? Filipe iz Španije se mu je nasmejal in rekel: Por favor, prosim te, dragi prijatelj, saj sem moker še preden mi je uspelo vse pozdraviti, kvak, 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 kvak. Zbrale so se že skoraj vse žabe in žaboni, veliko si imajo za povedati. Verjetno se pogovarjajo o vsem, kar so doživeli, odkar se niso videli in kakšne težave pestijo žabe po vsem svetu. Dan se je že skoraj prevesil večer, ko je Sonja zaskrbljena rekla: Rega, 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 kvak, zdaj me pa že pošteno skrbi.
Naše Lolite še vedno ni, kvak, kvak. Ne skrbi, Sonja, saj veš, da Lolita veliko potuje in snema filme po vsem svetu. Bo že prišla, kvak, kvak, jo je potolažila Žuža. Žak pa je dodal: Rega, rega, gotovo bo prišla, saj vemo, da vsaka žaba v vodi rada rad ima. Kvak, kvak. Vsi so se zasmejali in takrat so jo zagledali, lepo italijansko igralko Lolito. Ko se je z vsemi pozdravila, je povedala, zakaj je tako pozna. Bele mije, lepi moji žaboni in žabe, veliko novega sem doživela, kvak, kvak. Posnela kar nekaj filmov, a to ni tako pomembno. Slišala sem nekaj strašnega, kar me zelo skrbi, kvak, kvak. Rega, rega, kvak, kvak. Kaj si slišala, je zanimalo vse. Čudno, da še nič ne veste, kvak, kvak. Moj prijatelj, mio fratello, ki je svetovno znani novinar, žurnalista, gospod Žabonski, mi je povedal, da so se okoli Žabenberga naselile štorklje in da je letos dopust v Žužini Mlaki zelo nevaren, kvak, kvak. Povedal je tudi, da se govori, da hočejo štorklje Žužino mlako zase, rega, 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 kvak, kvak. Žuža se je razjezila. Rega, rega, kvak, to pa že ne, mlake ne dam, to je moja mlaka, podedovala sem jo od očeta, naj gredo v svojo Prekmurje in tam ostanejo, kvak, kvak. Tako je, rega, rega, kvak, kvak, so se strinjali vsi z njo. Groza, v čudovito mlako je prišlo vznemirjenje, strah. Počitniško vzdušje je bilo pokvarjeno. Žabe in žaboni niso več brezskrbno uživali v mlaki. Strahom so pogledovali okoli sebe, če morda kje preži nevarnost v obliki dolgonogih štorkelj. Spustila se je noč, vsi so zaspali in sanjali svoje žabje sanje. Novo jutro in sonce pa je prineslo med njih več dobre volje. Kvak, kvak, dobro jutro, moje žabe in žaboni. Dolgo v noč sem razmišljala, kaj naj naredimo, kvak, kvak, in sem si domislila, predlagam, da to stvar s štorkljami raziščemo. Moj predlog je takšen, kvak, kvak. Ti, Žak, pojdi na bližnji grič, vzemi platno, barve in čopiče, postavi se tako, da boš videl daleč naokoli. Slikaj. Poleg tega pa dobro opazuj, kaj se dogaja naokoli. Rega, rega, kvak, kvak. Joe, ti znaš odlično fotografirati. Fotografiraj vse pomembne in nepomembne stvari. Kvak, kvak. Sonja, ti se sprehodi po Žabenbergu, pojdi v knjižnico, izposodi si kakšno knjigo, nato pa pojdi v Žabenpark in se delaj, da bereš. V resnici pa opazuj dogajanje v tvoji okolici. Kvak, kvak, si razumela? Filipe, ti pojdi v zeleno kavarno in se pogovarjaj z žaboni, ki jih tam srečaš. Sprašuj jih o novicah v Žabenbergu, kvak, kvak. Trudi, ti se odpravi po trgovinah v centru Žabec Dior, imajo čudovite modne dodatke zate. Klepetaj s prodajalkami, mogoče kaj izveš. Rega, rega, kvak, kvak. Lolita in jaz ostaneva tukaj ob mlaki in jo čuvava, če se slučajno pojavijo štorkljasti nepridipravi. Kar strese me, če samo pomislim nanje. Kvak, kvak. Vsi so bili zelo navdušeni nad Žužinim predlogom. Dogovorili so se, da se vrnejo do večera. Nato pa so hitro odšli vsak na svojo stran. Kaj vse lahko v žabjem življenju žabe doleti? Iz čisto navadnih žab,
ki so želele le miren in udoben dopust, so se spremenile v prave vohune. Vohunjenje pa zna biti sila nevarna zadeva. Upajmo na najboljše, da se našim žabim vohunom nič ne zgodi in da prinesejo dobre novice. Žuža in Lolita sta se skrili za velik lokvanov list in opazovali okolico Mlake. Nič se ni zgodilo. V vročini so jim prepevali črički in Mlaka se je vsa mirna svetila v soncu. Čas je bežal in odločili sta se, da pripravita večerjo, saj sta vedeli, da bodo vsi, ko se vrnejo, zelo lačni. Ko sta dokončali s kuhanjem, so se žabe in žaboni pričeli vračati, kot bi jih privabile omamne vonjave hrane. Najprej so pojedli, nato pa je prvi poročal Filipe. Kot sem dobil navodila, sem šel v zeleno kavarno, kvak, kvak. Delal sem se zelo neopaznega, a so me takoj 3 žabci povabili k svoji mizi in me vprašali, od kod sem. Kvak, kvak, jaz sem jim seveda povedal, da prihajam iz Španije, por favor, in so takoj vedeli, da sem na dopustu v Žužini Mlaki. Potem sem jih vprašal, če je kaj novega v Žabenbergu, pa so rekli, da je pravo poletno mrtvilo in da se prav nič ne dogaja. To je pa tudi vse, kvak, kvak. Od prvega žabjega vohuna niso izvedeli nič novega. Na vrsti je bila Trudi, ki je povedala tole. Jaz sem bila ves dan po trgovinah, klepetala sem s prodajalkami, rega, rega, kvak, izvedela nisem nič, le vsakemu sem nekaj kupila. Žuži klobuček za zaščito pred soncem, Žaku novo kravato, da ne bo nosil le metuljčka, Loliti zgoščenko z najnovejšimi pesmimi pevske zvezde Žabožanske iz Žabenberga, da bo lahko delala nove plesne korake v svojih filmih. Tudi Filipe je dobil nov slamnik za na plažo. Joe je pa podarila nov dres nogometnega kluba iz Žabenberga. Sonji pa nova sončna očala z zelenimi stekli. Seveda je tudi sebi kupila nekaj malenkosti. Žabe in žaboni so bili navdušeni nad darili, a o štorkljah niso izvedeli nič novega. Zahvalili so se Trudi, nato je poročala Sonja. Ja, bila sem v knjižnici, kvak, kvak. Svojo nalogo sem opravila pošteno, ampak zelo slabo. Saj veste, da v knjižnici ne smemo govoriti. In kadar sem hotela koga kaj vprašati, so vsi naredili pst, pst. V parku sem sedela celo večnost in tam je bilo le nekaj žabjih mladičev, ki so trenirali skok na glavo v bazen. Kvak, kvak, in to je vse. Nadaljeval je Žak. Jaz sem si postavil platno na griču, kvak, kvak. Čudovit razgled je bil. Slikal sem trave, drevesa, peli so črički, na nebu sem videl en sam bel oblak, kvak, kvak. O kakšnih štorkljah ni bilo ne duha, ne sluha. In mislim, da sem nalogo zelo dobro opravil in dobro opazoval. Kvak, kvak. Mogoče pa je kaj več videl Joe. In Joe je povedal. Well, takole. Prehodil sem Žabensberg po dolgem in počez, pa še mal naokol. Delal sem fotke, very good. A nisem ujel na fotko nobene štorklje.
Tako, da jaz si mal mislim, da tu okol ni res čist nobene štorklje. Vrega, vrega, kvek, kvek. Zdaj pa res ne vem, kaj naj si mislimo. Nihče ni nič odkril in okoli Mlake se tudi ni nič dogajalo. Kvak, kvak, je rekla Žuža. Lolita pa je kar malce v zadregi nadaljevala. Mio caro fratelli, moji dragi prijatelji, rega kvak, kvak, kvak. Jaz si nisem štorklje izmislila. Kaj pa, če je novinar? Gospod Žabonski, mislil Žabenberg v Kaliforniji in ne Žabenberg v Sloveniji. In sem ga jaz narobe razumela. Ojoj, kvak, kvak. Žabe in žaboni so jo hitro potolažili, ker vsi vedo, da lahko kdaj tudi žabe kakšno stvar narobe razumejo. Vsem pa je bilo všeč, da so za en dan postali vohuni. Tisti večer so si naredili imenitno zabavo. Pozabili so na štorklje in še dolgo v noč se je daleč naokoli slišalo veselo reglanje in smeh. In ko je bila luna že nizko na obzorju, je vse potihnilo. Drugo jutro ob Mlaki ni bilo več nobene žabe. V nežnem poletnem vetru so se majale trave, med katerimi so črički godli svojo simfonijo. Morda so bile naše žabe in žaboni slabi vohuni in niso opazili nevarnosti, ki jim preti. Ali pa so se naveličali te Mlake in so odskakljali kam drugam. Kakorkoli že, v Žabenbergu je bila noč, ko so izginile žabe. Vi, otroci, si lahko izmislite konec zgodbe čisto po svoje, ker sem prepričana, da bomo videli še veliko Mlak s posebnimi žabami, kot so bile te v zgodbi. In kot ste posebni tudi vi, dragi otroci. Vam je bila moja zgodba všeč? Če vam je bila, jo všečkajte in se naročite na moj kanal. Adijo, se vidimo!